Profesor Zavrtanik, začniva z aktualnim vprašanjem, ki zadnje tedne vznemirja tako slovenski visokošolski prostor kot bolj obveščeno in pa zainteresirano javnost. Gre namreč za vprašanje slovenskega jezika, ki naj bi bil ogrožen pri uveljavljanju novele zakona o visokem šolstvu, ki je v procesu sprejemanja. Na buren odziv je naletel en sam člen, ki govori o posebnih okoliščinah, kdaj lahko visokošolski zavodi izvajajo program v tujem jeziku. Vaša univerza, to je Univerza v Novi Gorici, katere tudi rektor ste, je precej mednarodno usmerjena, pa me zanima, kako komentirate te polemike. No, jaz mislim, da so te polemike okrog jezika v tem trenutku precej pregrete. Moje osebno mnenje je, da če kdaj slovenščina ni bila ogrožena, potem danes ni ogrožena, verjetno v zgodovini bila bolj ogrožena, kot je pač danes. Je to eden od uradnih evropskih jezikov in ne vem, zakaj tak strah pred tujimi jeziki. Osebno sem mnenja, da bi morali še bolj liberalizirati rabo angleškega jezika kot učnega jezika na univerzah. Pa bom povedal, zakaj. Prvič zato, ker s tem slovenske univerze odpiramo v svet, s tem tudi Slovenijo odpiramo v svet. Ne? Če je en doktorat napisan v slovenskem jeziku, ima zelo, zelo omejeno število bralcev in znanstveni izsledek, ki ga je študent dosegel pri svojem doktorskem delu, bo ostal neznan po svetu. Ne? Se pravi, v interesu je, da recimo na primeru doktoratov, v interesu je, da se to čim bolj odpre, da znanstveno delo, ki je nastalo v Sloveniji, lahko spoznajo po celem svetu in s tem konec koncev tudi ponesemo slovensko znanost in slovensko znanje v svet. In ne vem, zakaj se bi tega tukaj bali. Tudi velikokrat mi tudi očitajo, da se pri nas celo humanistične doktorate piše v angleščini. Ja, zakaj pa ne? Zakaj? A mislite, da bojo ljudje po svetu Cankarja poznali, če se bo pisalo o njemu v slovenskem jeziku? Najbrž ne. Če je to v svetovni literaturi velika osebnost, potem ga je treba vsaj znanstveno po svetu predstaviti tudi v angleškem jeziku, ki ga berejo tudi drugi. In s tem seveda ponesete slovensko znanje, slovensko kulturo, slovensko literaturo v svet. Če pa se zaprto pišete samo v slovenskem jeziku, potem pač ste sami sebe obsodili, da je vaš krog poslušalcev v narekovajih eno zelo ozko okolje v Sloveniji. In druga stvar, glejte, jaz mislim, se treba tega resno zavedati, ne, ko govorimo o materinščini. Jaz sem znanstvenik in Slovenc. In kot znanstvenik in Slovenc imam dva materina jezika. Eden je slovenščina, ki sem jo dobil preko svojih staršev in zato, ker sem pač se rodil kot Slovenec. In ta drugo je angleščina, ker kot znanstvenik ne morem drugače komunicirati kot v angleščini. In s tem ni nič narobe. Če imamo v Sloveniji ljudi, ki imajo dva materina jezika, konec koncev seveda, lahko bi jih imeli še več. Ne? In s tem tudi niti približno, niti malo ne ogrožamo slovenskega jezika. Slovenski jezik, če je ogrožen, ni ogrožen na univerzah, če je ogrožen, kar mislim, da ni, ne? Ampak če bi bil, zagotovo niso univerze tiste, ki slovenski jezik lahko branijo ali ki slovenski jezik lahko uničijo. Mi smo le majhen delček v tem zelo širokem spektru rabe materinščine in materinščino s tem, da bi se uporabljala na univerzah tudi angleščina v nekaterih primerih, jaz mislim, da s tem ne ogrožamo nikogar. Edino skrb, ki pa mislim, da je prav, da nam jo naložijo, je pa ta, da znanstveniki, posebej na področju naravoslovja, tehnike, medicine in še kje, skrbimo za to, da se razvija tudi strokovni del slovenskega jezika in mislim, da to uspešno počnemo. Saj konec koncev danes, če pogledate, kamorkoli greste od medicine pa do raziskav v vesolju, slovenščina ima za vse znanstvene količine, discipline čisto ustrezna in prava slovenska imena, tako da jaz ne vem, zakaj to zadevo tako pregrevamo,
ker po mojem mnenju za to res ni nobenega vzroka. Vaša univerza je že od začetka mednarodno usmerjena. Pa me zanima, kako ste snubili predavatelje, ker kot vemo, ste imeli nekaj kar uglednih mednarodnih avtoritet kot predavatelje. Ja, Slovenija in slovenski visokošolski in znanstveni prostor ni nezanimiv za tujce, za tuje strokovnjake, čeprav ne glede na to, da smo majhni, da smo v svoji majhnosti na nek način omejeni, ampak po drugi strani pa majhnost prinaša tudi večjo dinamičnost, če želiš. In to, da privabite ugledne tuje predavatelje, profesorje na slovenske univerze, je posledica tega, da imamo v Sloveniji odlično znanost. In seveda ker ti ljudje večinoma pridejo zato, ker imajo v Sloveniji kolega, ki ga poznajo že odprej, s katerim so tudi lahko sodelovali, in taki ljudje se potem lažje oziroma z lahkoto odločijo, da pridejo v Slovenijo in prispevajo k razvoju našega visokega šolstva in k kvaliteti izvajanja študijskih programov. Kako ste reševali potem recimo predavanja? Prosim? Kako ste reševali predavanja? Nič nismo reševali, zakaj? V angleščini so predavali, ne? So se študentje kako so se odzivali na to? Ne, glejte, mi imamo v tem trenutku kar verjetno največ rabe angleškega jezika od vseh 4 slovenskih univerz, zagotovo največ rabe. In moram reči, da je odziv študentov pozitiven, ker, dobro, razen redkih izjem, ki se zmeraj pojavijo, in študentje to razumejo kot plus, ne kot minus, ker imajo na ta način, čeprav morajo se malo potruditi v angleščini, prvič se naučijo strokovnega angleškega jezika, ki ga bojo v življenju potrebovali, in angleščina jim daje tudi možnost, da dobijo boljše predavatelje, kot bi jih dobili, če bi na univerzi uporabljali samo slovenščino. No, poglejva še drugo plat medalje, namreč v odzivih te polemike je zaznati tudi posebno kritiko glede obvladovanja slovenskega jezika, ki je pomanjkljivo pri študentih, diplomatih, predvsem pa tistih z naravoslovno-tehniške usmeritve. A tudi vi zaznavate tak zdrs, recimo, slovenščine pri vaših diplomantih? Ja, mislim, znanje slovenskega jezika študentov, ki se vpisujejo v prvi letnik, pa tudi kasneje, ko pišejo že diplome ali celo doktorate, se je v zadnjih letih, ali pa ne letih, verjetno desetletjih, 10, 15, 20 letih poslabšalo. In jaz sem osebno presenečen nad nizkim znanjem slovenščine, ki jih imajo ljudje, ki so zaključili srednjo šolo celo z maturo. In tisto, kar me preseneča, je to, da ni to pomanjkljivo znanje v smislu, da slabo postavljajo vejce ali pa ne znajo uporabljati velike začetnice ali kaj podobnega, ampak tisto, kar opažamo, je, da ne znajo svojih misli jasno izraziti, prenesti na papir in jih izraziti v slovenskem jeziku. In to je zaskrbljujoče in tukaj univerza ne more narediti nič. Mi ne moramo popraviti tega. Mlad človek, 19 let star, 18 let star, ki prije na univerzo, bi moral slovenščino obvladati do nekega nivoja. In če ga ne obvlada, mislim, je hudo, ampak mi seveda tega na univerzi popraviti več ne moremo. No, in ko govoriva o pomenu obvladovanja znanosti, o čemer ste prej govorili, seveda znanost globalna ali pa je sploh ni, je v ospredju vsekakor tudi vprašanje ustreznih kadrov, bodisi kot znanstvenikov, strokovnjakov, ekspertov na posameznih področjih delovanja. No in v času 4. tehnološke revolucije, kot označujemo današnji čas, je pomanjkanje teh kadrov zelo veliko, celo vedno večje. Zato vas sprašujem tudi kot rektorja univerze in tudi univerzitetnega učitelja, kaj se dogaja na terciarni stopnji izobraževanja. Problem seveda je tudi mnogo širši, vendar lahko se recimo z vašega zornega kota lahko kaj rečete o tem. Rečem lahko, ne vem, koliko je to relevantno, ampak mislim, v Evropi posebej, pa tudi drugje, tudi v Združenih državah, se v zadnjih desetletjih kaže trend odmikanja zainteresiranosti mladih ljudi od študijev, kot so naravoslovje, tehnika
biotehnika, tudi medicina do neke mere, čeprav medicina je malce drugačna. In večje zanimanje za družboslovje. In seveda potem smo z raznimi šolskimi in visokošolskimi sistemi te stvari celo spodbujali, ne. Tako da zdaj se povsod v Evropi pojavlja manko ljudi, ki za tehnično ali naravoslovno izobrazbo. Za razliko od Azije, kjer so pa to izjemno spoštovani poklici in kjer je zanimanje mladine za študij bolj tehnoloških študijev v porastu. Mi imamo kar nekaj študentov tudi iz Kitajske in na Kitajskem je v tem trenutku trend študija tehnoloških, tehničnih, naravoslovnih predmetov in to je tudi potem poseben uspeh, če nekdo postane inženir v družini, ne? Za razliko od nas tukaj v Evropi, kjer te poklice tudi ne cenimo, tako kot bi jih morali. Pa zaznavate kakšno zavzetost, recimo razliko v zavzetosti za študij, recimo, ker ste rekli, da imate nekaj kitajskih študentov, recimo od teh slovenskih? Motivacija? Ja. Motivacijo ne morete primerjati. Motivacija kitajskih študentov, motivacija slovenskih študentov, to so galaksije narazen. Ja, to je seveda poseben problem, seveda tudi v sklopu. Ja, to je problem, ampak gledajte, deloma je ta problem nastal tudi zaradi tega, posebej v Sloveniji, ker smo visoko šolstvo imeli za socialni korektiv. Namesto, da smo imeli, visoko število mladih brezposelnih, smo jih smo jih upisali na univerze in s tem, ta socialni problem malce prestavljali, ne. To je zgodba, ki ne pelje nikamor, če mene vprašate, ne. Posebej tisti, ki smo malo starejši, se spomnimo šolskega sistema v bivši državi in največja univerza v bivši državi ni bila v Beogradu, kot si mislimo, ampak je bila v Prištini. Zato, da si v času irredente pospravil vso mladino na univerzo in jo na ta način imel pod kontrolo. Da to počnemo v Sloveniji 40 let kasneje, se meni zdi grozljivo. Posledice bodo pa seveda še vedno. Ja, posledice so že vidne, ne. Cel kup mladih ljudi, ki je zaključil nek študij na univerzi, ki je bil prepričan, da to pomeni boljše življenje, bolj uspešno kariero, ki je tudi verjel, da bo v svojem poklicu lahko delal, na kar se pač zdaj se kaže na to, ko mladi ljudje končajo, da ne morejo dobiti zaposlitve, da je velika verjetnost, da nikoli v svojem življenju ne bo delal v poklicu, za katerega se je izučil in temu primerno je pri mladih ljudeh razočaranje, neka apatija, ki se jo da videti, če le malce bolj podrobno pogledamo, kaj se dogaja okoli nas. Kaj pa v tem kontekstu pravite o vprašanju odliva kadrov? Odliv kadrov? Ja, Jaz mislim, da je to... Iskanje recimo nekih priložnosti v drugih okoljih. Tega je vedno nekaj bilo, ne? In tudi en določen procent tega, da se mladi ljudje premikajo po svetu, je koristen. Prvič je koristen za njih samih, ker spoznajo nova okolja, nove kulture, nov način življenja, dela in tako naprej. In je dobro tudi za tiste države, kjer se potem ti multinacionalni procesi zgubijo in ljudje postanejo veliko bolj, ne vem, kakšen izraz bi uporabil, ampak tolerantni na nek način do sebi drugačnih, zato ker jih v enem drugem okolju spoznajo in vidijo, da z njimi ni nič narobe, oziroma da je jih toliko narobe, kot je z njimi narobe, ne? Če že je kaj narobe. Seveda, problem pa nastane, če so ti tokovi enosmerni. In v Sloveniji, po podatkih, vsaj tistih, ki jih jaz imam na voljo, se v zadnjih letih povečuje odhajanje visoko kvalificiranih mladih ljudi v tujino, ne povečuje se pa pritok mladih iz drugih delov sveta v Slovenijo. Slovenija je relativno zaprta, čeprav je to
škoda, ne, in jaz sem velikokrat na to opozoril, demografski problem se da rešiti tudi s tem, da se Slovenijo odpre kot neko visokošolsko destinacijo, ki bo zanimiva za ljudi iz celega sveta. Tukaj prideva spet na rabo slovenščine in angleščine, pač pustva, ne. In Slovenija bi to vlogo lahko odigrala in bi to lahko bila, ne, ena zanimiva destinacija, ker je zanimiva destinacija, visoko šolstvo malce internacionalizirati in bo vsi ti mladi ljudje prišli sem. In ti ljudje pridejo v letih, če jih kot študente pripelješ v državo, pridejo v letih, ko si iščejo partnerje, veliko procent teh ljudi se bo tukaj poročil, ostal v Sloveniji in prispeval, delal v Sloveniji in prispeval k dobrobiti in razvoju države Slovenije. To je še posebej pomembno zato, ker imamo slabo demografsko sliko, ne, ker imamo malo mladih, imamo majhne generacije mladih, rabili bi pa večje. In seveda od politikov slišite tudi to pogledno veliko neumnosti, kot na primer treba je povečati rodnost. Lahko, mi lahko, čeprav jaz ne vem, kako se to naredi, ne, ampak recimo, da se da narediti, potem vi lahko danes povečate rodnost, ampak to se vam bo poznalo pri delovno aktivnih ljudeh šele čez 25 let. Ne. Se pravi, 25 let od danes pa do 25 let ne morete narediti nič, razen da mlade ljudi uvozite. Če jih mlade ljudi uvozite, direktno danes začnete popravljati demografsko sliko. Ne. In to bi Slovenija pri taki demografski sliki, kot jo ima, vedno več starih ljudi, vedno več upokojenih, bi to morala početi in bi morala zavestno vložiti določene denarje v univerze, v infrastrukturo univerz, v kakovost univerz in narediti Slovenijo visokošolsko destinacijo, privabiti sem mlade ljudi in kot stranski produkt, če temu tako grdo rečem, s tem tudi izboljšati demografsko sliko. Te stvari se da, ne, ampak je treba razmišljati malo bolj na dolgi rok, kar pa seveda pri politiki je to malce težje, ker pri njih je časovna skala 4 leta pa manj. Ne. Tako. No, ko govorijo o dobrih strokovnjakih, je seveda to povezano tudi s kvaliteto poučevanja in pa skrbi za razvoj kadrov, dobrih kadrov na sami univerzi. Vaša univerza se je že drugo leto zapored z izjemnimi rezultati uvrstila v svetovnem merilu zelo visoko nadpovprečno. Pa me zanima, kako je to vam uspelo in kateri kriteriji so pripomogli k temu uspehu? Ja, ti rezultati so tudi nas malce presenetili, ne, mi smo sami sebe recimo evalvirali, ocenjevali in smo nekje bili mnenja, da smo dosegli ali mogoče za eno malenkost presegli nivo Ljubljanske univerze, se pravi, da smo to pogledno nekako primerljivi, seveda v tistih področjih, ki jih mi gojimo, ne, ker smo pač veliko manjše kot Ljubljanska univerza, ampak te mednarodne študije so pokazale več, ne, recimo bom omenil še evaluacijo Evropske komisije o znanstveni uspešnosti evropskih univerz, kjer smo se uvrstili v sam vrh po citiranosti in po kvaliteti objav, ne, v enem primeru celo na prvo mesto, v enem na drugo mesto. Za nami so inštitucije, kot so Oxford, ETH, Zürich in druge znane vrhunske svetovne univerze. Seveda na lestvicah, kot je šanghajska na primer in podobnih, ki pa ocenjujejo univerze malce drugače in jih ocenjujejo predvsem v absolutnem smislu, ne, se pravi, kolikšen je absolutni output, se univerza v Novi Gorici nekako ni pojavljala, ker smo premajhni. Naš output je bil sicer relativno v primerjavi na druge večji, ampak absolutno pa manjši, ker smo pač manjša inštitucija. To ni veljalo samo za nas, to je veljalo tudi za druge manjše univerze po svetu, recimo taka je škola Normale Superiore di Pisa, vsi vemo, da je elitna italijanska šola, ne, pa je imela isti problem kot mi. No, ta Round University Ranking, zdaj ki je nov v smislu načina ocenjevanja, ni pa nov glede zajemanja podatkov. Podatke zajema od Thomson Reutersa, kjer praktično vse lestvice zajemajo podatke tam.
Je pa ta lestvica prvič meri ne težo, ampak specifično težo, se pravi rezultate univerze na 3 področjih: internacionalizacija, pedagoško delo in raziskovalno delo. In seveda ga gleda zmeraj normirano ali na število študentov ali na število profesorjev ali kaj podobnega. No, tukaj smo se pač odrezali više, kot smo pričakovali, ne. Uvrstili smo se na 203. mesto na svetu, kar je za eno majhno in 20 let staro univerzo velik uspeh, vsaj tako ga mi vsi razumemo na Univerzi v Novi Gorici. In je posledica 2 stvari. Na prvem mestu jasno začrtane vizije, kaj hočemo biti. Mi smo od začetka želeli biti raziskovalna in mednarodno upeta, odprta univerza. In drugo je, da morate imeti izjemno srečno roko pri zbiranju sodelavcev in ljudi, ki s to univerzo sodelujejo, in očitno smo to srečno roko imeli, zbrali najboljše ljudi, kar smo jih lahko dobili, in seveda mislim, da rezultat skoraj je moral priti. No. Kako pa komentirate problematičnost sploh kakršnega koli ocenjevanja? To zdaj ne mislim samo na, ampak vas kot naravoslovca sprašujem, ne mislim samo na range v tem recimo visokošolskem, ampak nasploh se veste recimo tudi po konkurenčnosti recimo se država umešča na to ali drugo lestvico. Veliko polemik je bilo glede Slovenije, ne? Kako padamo po kakšnih lestvicah, recimo konkurenčnosti? Jaz zelo težko komentiram lestvice konkurenčnosti, ker jih ne poznam, ker pri vseh lestvicah morate vedno pogledati, kaj se ocenjuje in na kakšen način se ocenjuje. Ne? Mislim, lestvice niso nekaj takega, kar bi lahko kar nekdo vzel pa rekel, aha, mi smo 65, ne? Ali pa 15. Ne, moraš vedno se poglobiti v to, kaj lestvica počne, kako ocenjuje, in potem bolj pomembno kot to, na katero mesto si se uvrstil, je, da iz vsake take lestvice ali ocenjevanja tvoje inštitucije se naučiš, kaj si delal dobro in kaj si delal narobe oziroma slabo in moraš v prihodnosti popraviti. Ne? In to je tisti pravi pristop k lestvica. Ne pa preprosto reči, jaz sem 200, ti pa 400, ne, kar se je recimo zgodilo v konkretnem primeru zdaj za nas, ne, ampak to ne pomeni, da je Ljubljanska univerza, ne vem, za nič, mi smo pa bleščeči, ampak ne, na tej lestvici smo se pač uvrstili višje od nje, zato ker je ocenjevala specifično težo namesto absolutne teže. V absolutni teži se bo pa vedno Ljubljanska univerza uvrstila pred nas. Tako da to je treba vedno jemati z zdravo mero razuma. Seveda, malo se že tudi radi vsi pohvalimo, ne, če smo kakšen dober rezultat dosegli, konec koncev vsi, od športnikov, pa zakaj se ne bi tudi znanstveniki in visokošolski učitelji. Ampak, kot sem rekel, na koncu pa le nekdo mora to pogledati resno, zdravo mero razuma, in jaz lestvice vidim predvsem kot en rezultat, ki ti nekaj pove, ki ti pove, kje delaš dobro, ampak ti istočasno pove tudi, kje ne delaš dobro, in potem pameten, bom rekel, pametna inštitucija bo potem po taki analizi se skušala na področju, kjer slabše dela, izboljšati. Ne. Tako da, ja, lestvice so fajn, ampak niso pa, se tudi nogometna lestvica, ne pomeni, da tisti, ki je 35 na lestvici, ne bo premagal v eni tekmi unga, ki je na 5. mestu. Poglejte, ko smo govorili o ustreznih oziroma zelo iskanih in pa uspešnih kadrih, me zanima, kako vi spremljate, če sploh vaše diplomante po končanem študiju, ne? Kako preverjate njihovo uspešnost pri delodajalcih. Ravno ti se pogosto pritožujejo, da univerza pošilja na trg kader, ki so slabo usposobljeni za delovno okolje in pa seveda procese, v katerih jih vključujejo. Pa me zanima, če ni dolžnost univerze, da v določeni meri spremlja razmere na trgu dela kot takem, ne konkretno recimo pri posameznem diplomantu, ampak kot trend, ki se pojavlja, in pa potrebe in pa razvitost gospodarstva. Bom najprej povedal to, kar si gospodarstvo želi.
Jaz mislim, da trenutna potreba gospodarstva, trenutnih potreb univerza ne more spremeniti, ker študijski proces traja nekaj časa. Zdaj, če recimo vzameva, da mora magisterij, da recimo najmanj magisterij študent naredi, preden se zaposli, to pomeni 5 let, če pozabva na naše posebnosti, kot so absolventski staži in podobno. In se pravi, najmanj 5 let, če ne 7 let, je od takrat, ko človek začne študirati, mlad človek začne študirati, pa do takrat, ko bo prišel na trg dela. In velikokrat se zgodi, da industrija ali podjetja sama ne vejo, kaj bo čez 7 let, kakšen kader bojo rabili. In v taki situaciji je bolje šolati ljudi z malo širšim znanjem, kot pa ga ozko specializirati, ker se lahko zgodi, da čez 7 let, ko bo prišel na trg dela, bo ta ozka specializacija, jo ne bo nobeno več rabil. Je pa treba globalne trende spremljati. Recimo, če zdaj pogledava recimo humanistiko, v svetu se razvija zelo močno področje digitalna humanistika. Tukaj treba skočiti noter in s tem tokom, trendom plavati. Ali pa ne vem, kje drugje, recimo, biomedicina se razvija, informacijske tehnologije so v strašnem porastu. Se pravi, te stvari je treba slediti. Velikokrat je pa ta kritika industrije in podjetij do univerz nepravična, ker mi trenutnih potreb pa res ne moramo pokrivati, se to ne da. In če je na kakšnem področju v trenutku manjko nekih kadrov, tako kot sva prej ugotovila, recimo, da je manj zanimanja za naravoslovno-tehnične študije pri nas, si pač ta podjetja morajo pomagati z celim svetom, kjer so mladi kadri seveda na razpolago in pripravljeni se po svetu premikati. Seveda vprašanje pa se potem postavi, ali so plače, ki jih naša podjetja ponujajo za mlade inženirje ali mlade kadre, primerna in primerljiva s tem, kar lahko dobijo nekaj v tujini. Ampak univerza nikoli ne sme biti posnemovalec trenutnih razmer na trgu dela, ker, kot sem rekel, študijski proces ima dolgo časovno skalo in jaz moram danes vedeti, kaj se bo čez 7 let dogajalo, ne pa kaj se dogaja danes ali jutri. To je nepomembno, to smo že zamudili. Pomembno pa je, da mi sledimo na dolgi rok, kam se trendi premikajo. To pa moramo delati. Poglejte, ena od oblik reševanja brezposelnosti v zadnjih letih je ustanavljanje start-upov, kjer mladi preko spletnih platform iščejo tudi investicije za svoje ideje, recimo nekateri. Nekateri seveda uspe, drugim pa ne. Pa me zanima vaše mnenje o presežku znanja med mladimi, ki ga naše gospodarstvo ne more posrkati in se potem to na nek način kanalizira v te start-upe. Ponekod, recimo v Združenih državah, tudi v Nemčiji, univerze spodbujajo ustanavljanje start-upov in so kot del recimo univerzitetnega okolja. Ja. Kakšno je vaše mnenje? Moje mnenje je pozitivno, sigurno okrog start-upa se to spodbuja kreativnost mladih ljudi, ni pa to rešitev edina ali absolutna rešitev za problem brezposelnosti mladih. Pa tudi najbolj za gospodarstvo kot tako ne? Tudi ne. Ampak to je pač ena izmed oblik, ki jo je za pozdraviti in predvsem za spodbujati. Problem, ki ga v Sloveniji pri vseh teh stvareh imamo, je, da mi nimamo dolgoročnih načinov spodbujanja, recimo v tem konkretnem primeru start-upov ali pa kakršnega koli drugega procesa, ki pelje k večjemu zaposlovanju mladim, večji kreativnosti in večji uspešnosti. Pri nas je tipično tako, da 3 leta podpirate tehnološke parke, potem 3 leta podpirate inkubatorje, potem čez 3 leta ustanovite karierne centre, potem nadaljnja 3 leta start-upi, pa dajmo to, prej so bili spin-offi, tako ne gre. To je kaotično, to je ustvarjanje kaotičnega okolja za rast podjetništva, za rast inovativnosti pri mladih ljudeh.
Ti procesi so daljši in politika bi se morala tega zavedati in na daljši rok podpirati pač tiste stvari, za katere se odloči, da jih bo podpirala. Ne. Ampak tako kaotično, 2 leti to, 2 leti uno, 3 leta nekaj drugega, to na tak način ne bomo prišli nikamor. Ne. Ampak je pa spet vezano na politični cikl, ne, ki traja 3 do 4 leta. Vsaka nova vlada, ki pride, misli, da se je svet začel znova, pozabi, kaj se je dogajalo prej, oziroma še več, vse tisto, kar se je dogajalo prej, je slabo in se ne sme več podpirati in moramo mi narediti nekaj novega. Ne. Rezultat je pa tak, kot je. Ne. Pred nedavnim je vaša raziskovalna skupina presenetila s poročilom, da so se na področju organske elektronike uvrstili v sam svetovni vrh. Skupaj z raziskovalci iz Francije in Nemčije so ugotovili namreč, da natančno izbrana kombinacija polprevodniškega polimera in na svetlobo občutljivih molekul omogoča izdelavo izredno učinkovitega optičnega spominskega elementa, v katerega lahko informacije zapisujemo in pa brišemo svetlobo. No, o tem je poročala tudi prestižna mednarodna revija Nature Nanotechnology. Samo odkritje naj bi imelo tudi zelo uporabno vrednost. In pa vas sprašujem, kako vi vidite poudarjanje usmeritve v bolj aplikativne raziskave. Tudi projekti, ki se zdaj odvijajo in pa v okviru pametne specializacije so vedno bolj naravnani k temu. Jaz ne maram izraza aplikativnost, ker je vsa znanost je aplikativna. Prej slej. Tudi tisto, kar je na začetku mogoče zelo bazično, bo kasneje postalo uporabno. Zelo rad navedem primer Einsteinove teorije relativnosti, ki vsi verjamemo, da je to nekaj zelo bazičnega, da to nima nobenega vpliva na realno življenje in ga nikoli ne bo imelo, ampak da je mogoče to neka fajn teorija, ki pomaga razumeti razvoj vesolja in tako naprej. Kar je bilo seveda skoraj 100 let res, ne? Ampak danes imate pa vsaki GPS napravi upoštevane popravke zaradi teorije relativnosti, v nasprotnem primeru vam te stvari ne bi delali, vsaj tako natančno ne. Tako da, če smo pametni, mislim na koncu, tako, ko govorite o aplikativnem in bazičnem, pravzaprav pridete do vprašanja, kdo naj kaj financira. Bazične raziskave je razumljivo, da jih mora financirati država ali mogoče nekateri bogati ljudje, ki vidijo v tem, da so nekaj dobrega naredili za razvoj človeštva, ker enostavno ni pričakovati, da bo podjetniško okolje plačevalo bazično znanost. To je ravno tako, kot če bi pričakovali, da se bo avtocesta zgradila sama. Da bo pač vsak državljan nekaj prispeval, pa se bo zgradila avtocesta. Vsak državljan ne bo nič prispeval in nikoli se ne bo zgradila avtocesta, če tega ne naredi država. Se pravi, po mojem videnju so bazične raziskave nekaj takega kot osnovna infrastruktura, ki vsaka država, vsaka družba mora imeti. Prej ali slej bo pa ta infrastruktura postala uporabna. Potem imate pa tisto, kar zelo radi rečejo vsi aplikativne raziskave, te pa ne bi se financirale v večji meri direktno iz industrije, in mogoče tudi kakšnih drugih podjetniških skladov in tako naprej, ampak mogoče pa malo manj strani države. No, v tem našem konkretnem primeru, ki mislim, to je izjemen dosežek za našo univerzo, je zagotovo eden največjih doslej, če ne največji, bo zelo zanimiv. Ta zadeva kaže izjemno uporabnost, čeprav je nastala kot plod bazičnih raziskav, kaže izjemno uporabnost in se pravi, kje bomo mi Slovenci? Pri bazičnih raziskavah smo bili zraven, smo prispevali, sodelovali, dosegli ta velik uspeh, ali bomo pri prenosu tega znanja v podjetniško okolje ravno tako uspešni? Jaz sem prepričan, da ne, da od tega Slovenija ne bo imela nič, Nemčija in Francija pa zagotovo veliko. Zato, ker enostavno pri nas te stvari prvič ne znamo spodbujati in drugič ti procesi prenosa v podjetniško okolje, v prakso, v industrijo niso izdelani. Seveda je tudi res, da Slovenija je majhna in da recimo nima
v tem trenutku, če pogledate v Sloveniji, zagotovo ni industrije, ki bi bila zainteresirana za organske polprevodnike. Še za anorganske jo ni. Ne? In če jo ni, seveda bo to znanje šlo tja, kjer taka industrija je in kjer tak interes je, oziroma kjer je industrija, ki se bo z lahkoto ali in v kratkem času usmerila v to področje. Ne? In tukaj imamo Slovenci en izjemno velik manko, se pravi prenosa znanja, ki ga imamo v industrijsko in podjetniško okolje. Ne? In o tem se pogovarjamo 30 let ali pa mogoče že malo 40 in govorimo in vsi vemo, kaj je narobe in kaj bi moralo biti drugače, ampak na koncu se ne zgodi nič.